Športna zveza gluhih Slovenije je ob zaključku tekmovalnega leta najboljšim gluhim športnikom leta 2022 podelila plakete. Vse to lepo pozdravljam. Vesel sem, da je dvorana polna. Pozdravim tudi sekretarja iz Društva gluhih Mrkšnik. Za nami je eno uspešno športno leto. Kot vsako leto Športna zveza gluhih Slovenije na podlagi izbora športnika, športnice, ekipe in najboljšega društva. Vsi smo seveda tukaj zbrani na tej prireditvi. Podarjamo nagrade najboljših športnikov leta 2022, ki dobijo te. Veliko plaketov za najboljšega gluhega športnika leta 2022 je dobil tenisač Marino Kegl, ki je na olimpijskih igrah gluhih v Braziliji osvojil 4. mesto. Hvala za priznanje. Večkrat sem bil gluhi športnik leta. To mi veliko pomeni. To pomeni, da dobro delam. Januarja odhajam na Australian Open. Hvala vsem za podporo. In pa še posebno malo manjšo plaketo priznanje dobi tudi trener in oče najboljšega športnika Marko Kegl. Lepo prosim, vabim na oder. Kot sem že večkrat povedal, je tenis gluhih eden najzahtevnejših invalidskih športov, zato je potrebno biti dosleden, deloven, se pravi, treba načrtovati treninge, treba načrtovati turnirje in tako naprej, tako da je tukaj je potrebno delati, se pravi, od 1. januarja do 31. decembra. Motivacijo ima, ker Marino je rad uspešen in tudi to, da je športnik leta gluhih, mu veliko pomeni. Naslednje leto čaka zelo bogato tekmovalno leto, torej januarja odhajamo na Australian Open, kjer se bo odvijal prvi Grand Slam za gluhe na svetu in smo lahko vsi ponosni, da je tudi Slovenija del tega, da imamo predstavnika na Australian Open, tudi gluhi. Potem pa septembra pa gremo na svetovno prvenstvo gluhih v tenisu, seveda, ki bo na Kreti v Heraklionu. Tako da leto bo bogato, tekmovalno upajmo, da bodo tudi uspehi, motivacije ne manjka za delo, kot sem že prej povedal, se bo pa treba na sezono zelo dobro pripraviti. Cilj je, da doseževa, se pravi, največ, kar lahko, še večji cilj pa je to, da zvozimo sezono brez poškodbe in da bomo se naslednje leto, ob koncu leta lahko spet srečali z veselje, z dobrimi rezultati. Priznanje za najboljšo gluho športnico leta 2022 je prejela Leja Glojnarič. Na olimpijskih igrah v Braziliji je osvojila kar 2 zlati medalji, malo plaketo pa si je zaslužil tudi njen oče in trener Iztok Glojnarič. Ker je danes ni tukaj, šla je sicer na priprave v tujino in se vam je opravičila za svojo odsotnost in tega priznanje prevzame njena mama. Gospa Vesna, prosim, pridite na oder. To priznanje, ki ga je danes Leja prejela za najboljšo športnico gluhih, nam pomeni zelo veliko. Leja je zelo vesela, da je bila izbrana, s tem je tudi pokazala, da je resna športnica, da je k temu delu pristopila resno in pa z veseljem.
Trenutno se Leja in Iztok nahajata na pripravah na Portugalskem, kjer se Leja pripravlja na zimsko sezono v dvorani. Trenutno imata malo slabše vreme, sta javila, da trenirata bolj kot ne samo v dvorani. Leja se na Portugalskem dobro počuti, trenira 2-krat na dan. Po operaciji kolena sedaj začela tudi na polno trenirati, tako da gre zaenkrat vse po planu, kakor imamo plan narejen za naslednje leto. Najboljšo športno ekipo leta 2022 so osvojili košarkarji 3x3, ki so postali svetovni prvaki v Tel Avivu v Izraelu in vabim sestavo ekipe kapetana Miha Zupana, Jana Orešnika, Miha Jakončiča in Jaka Lehobrovskega. Največ točk na državnih prvenstvih raznih športnih odbojkah v letu 2022 in to plaketo bo prevzel predsednik športne